Hvala, Maja, za besedo in pa lep pozdrav še enkrat z moje strani, tokrat v vlogi avtorice omenjenega članka. Torej, mi pa smo preučevali digitalno pismenost, pa hkrati tudi algoritemsko pismenost med študenti s posebnimi potrebami. Ideja je v bistvu zrasla iz ene diplomske naloge, kjer je študentka v bistvu preučevala na podoben način digitalno pismenost sicer nasploh med študenti Univerze v Mariboru, mi pa smo se potem odločili, da pa pogledamo, kako pa je s tem med študenti s posebnimi potrebami. Zdaj, v bistvu, če uokvirimo našo raziskavo, našo raziskovalno študijo, seveda vemo, ne, da je razmah ali pa uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije prešla na vse vidike in pa družbene skupine. Se pa kaže tukaj neki digitalni razkorak ali pa se veča ta ločnica, ne, pri osebah s posebnimi potrebami. Tako da v bistvu je naš namen študije izhajal od tukaj, tu je bila glavna motivacija za razvoj naše študije, in sicer da preučimo, kakšna je stopnja digitalne in algoritemske pismenosti med študenti s posebnimi potrebami in kako uporabljajo danes zelo aktualno tehnologijo ChatGPT, ki je med mladimi zelo priljubljena za potrebe izobraževanja, torej koliko to uporabljajo v samem izobraževalnem procesu. Zdaj, če najprej umestimo na začetku, ne, klepetalne robote, vemo, jih poznamo, ne, gre torej za to, da se uporablja procesiranje naravnega jezika in se v bistvu potem ti pogovorni agenti pogovarjajo z nami, lahko v pisni obliki, glasovni obliki in tudi celo v več jezikih. Zdaj, mi smo izbrali v naši študiji ChatGPT, ker velja za najhitreje rastočo aplikacijo, kar se tiče uporabe oziroma potrošnje tovrstnih aplikacij. In ChatGPT je kot zanimivost že dosegel več kot 1 milijon aktivnih uporabnikov na mesečni ravni. Zdaj, seveda se vse bolj preučuje tudi koristnost uporabe ChatGPT-ja v izobraževanju, sploh intenzivno se na tem področju raziskuje v zadnjih 5 letih in v bistvu raziskovalci prihajajo do zaključkov, da lahko pa predstavlja ChatGPT uporaben pripomoček tako na eni strani študentom kot na drugi strani tudi učiteljem, poučevalcem. Zdaj, če si najprej pogledamo, kako smo mi razumeli digitalno in algoritemsko pismenost. Digitalno pismenost smo razumeli na osnovi literature tako, da smo jo razdelili ali pa opredelili prek 3 dimenzij, in sicer so to informacijske spretnosti, uporaba digitalnih orodij in pa digitalna transformacija. Medtem ko je algoritemska pismenost, ki bi lahko bila razumljena tudi kot del digitalne pismenosti, bila raziskana še posebej, in sicer kot zavedanje uporabe algoritmov in pa spletnih aplikacij, platform, storitev, zavedanja in pa poznavanja tega, kako algoritmi delujejo, v bistvu razumevanja ali pa vrednotenja tega, kake odločitve se sklepajo, zato da v bistvu se nam neka vsebina prikaže ali pa predlaga s strani algoritmov, in pa tudi kako v bistvu, da se uporabniki zavedajo vplivov, ki jih ima delovanje algoritmov zanje. Zdaj, v bistvu smo določili 4 raziskovalna vprašanja, in sicer smo ostali pri opisni statistiki, predvsem iz tega razloga, ker je bil vzorec tokrat relativno majhen, bomo videli kasneje. In sicer zanimala nas je torej, kakšna je stopnja digitalne pismenosti, kakšna je stopnja algoritemske pismenosti, kako študentje s posebnimi potrebami uporabljajo ChatGPT in kako v bistvu dojemajo uporabnost in tudi dostopnost ChatGPT-ja. Zdaj, če si pogledamo, kako je potekal sam postopek.
Podatke smo zbirali julija letos, in sicer smo kontaktirali v slovenskem prostoru, lokalna društva, ki se v bistvu naslavljajo, združujejo študente ali pa tudi nasploh osebe s posebnimi potrebami. Pridobili smo seveda zaradi narave študije tudi soglasje etične komisije na Univerzi v Mariboru in potem smo se lotili zbiranja podatkov. Zdaj same podatke smo zbirali prek spletnega vprašalnika in smo skozi vprašanja v vprašalniku merili več različnih spremenljivk. Seveda preverili smo socialno-demografske značilnosti naših udeležencev, torej spol, starost, stopnja šolanja oziroma izobraževanja, namen in pa pogostost uporabe interneta in pa, kot rečeno, digitalno pismenost in algoritemsko pismenost. Pa seveda na koncu tudi uporabo ChatGPT-ja nasploh in pa v izobraževanju, torej za namene izobraževanja. Zdaj, kdo so bili naši udeleženci? Sodelovalo je na koncu 27 udeležencev. V bistvu je bil to naš nabor enot za statistično analizo, potem ko smo izvedli data screening oziroma smo preverili ustreznost podatkov. Tako da smo na koncu torej v analizo vključili 27 udeležencev. Od tega je bilo 67% moških in 33% žensk. Tukaj na grafu pa lahko zdaj vidimo ravni njihovega izobraževanja, Vidimo, da smo imeli nekje 30% takih, ki so se izobraževali na prvi in drugi stopnji bolonjskega sistema. Nekaj je bilo takih, ki so prihajali iz srednješolskega izobraževanja, no, eden pa je bil tudi tak, ki je bil vključen v doktorski študij, torej na tretji stopnji študija. V bistvu nas je v bistvu tudi zanimalo, katera so področja študija oziroma izobraževanja. Pa vidimo, da je 37% bilo takih, ki so prihajali iz IKT programov, kar precej visok je bil delež tudi takih, ki so prihajali iz inženirskih programov. Precej manj pa je bilo torej takih, ki so prihajali s področja družboslovja, prava, in pa nekateri se v bistvu niso mogli razvrstiti v nobeno izmed teh skupin in so bili v drugi kategoriji. Kar se tiče invalidnosti ali pa tipov invalidnosti, je bilo 35% takih, ki so poročali motnje oziroma težave z vidom, torej so imeli vizualne pomanjkljivosti. Potem je bilo 20% takih, ki so imeli kognitivne invalidnosti in pa tudi gibalno oviranost, 17% pa takih, ki so imeli težave z izgubo sluha. No, potem pa smo jih povprašali, kako pogosto uporabljajo internet, in ko smo jih spraševali potem, kateri so tisti razlogi, zaradi katerih najpogosteje uporabljajo internet, je zanimivo, ker največji delež bil takih, ki so odgovorili, da ga uporabljajo za sam študij. Kar precej blizu je bil namen uporabe za brskanje po družbenih medijih, sledilo je poslušanje glasbe, podcastov in komunikacija. No, potem pa tukaj prikazujemo še rezultate za digitalno pismenost. In sicer, ko smo ocenjevali digitalno pismenost, smo torej merili troje. Njihovo spretnost uporabe digitalnih orodij, tukaj je bila tudi povprečna vrednost najvišja. Merili smo na ocenjevalni lestvici, na Likkertovi lestvici, z razponom vrednosti med 1 in 5. Povprečna vrednost je bila kar visoka, malo nad 4. Nekoliko slabši rezultati so bili pri spretnostih, torej pri informacijskih veščin, če lahko tako imenujem v slovenskem jeziku, in pa najslabši rezultat, 3,5, pa še vedno dober, so izkazali pri digitalni transformaciji.
Tako, če si pogledamo zdaj podrobneje še podatke ali pa rezultate za uporabo digitalnih orodij. Zelo dobro so ocenjevali svoje zavedanje o vplivih uporabe interneta, torej prednostih in pa slabostih. In pa kar precej dobri rezultati so bili tudi pri tem, koliko so se v bistvu sposobni prilagajati novim tehnologijam in kako se zavedajo teh pasti, ki jih prinaša internet v smislu spletnega nadlegovanja in drugih nevarnosti. Ko smo ocenjevali še information skills, torej veščine uporabe informacij, je bil zelo dober rezultat pri tem, kako so ocenili v bistvu svojo sposobnost ocenjevanja, da so določene informacije kredibilne, točne. Tako da smo tukaj v bistvu dosegli ali pa zabeležili kar precej dobre rezultate. Če si pa pogledamo še kot tretje, torej digitalno transformacijo, tukaj pa smo bili pozorni na to, kakšna je njihova stopnja zavedanja glede zaščite avtorskih pravic videov in pa izogibanju plagiarizmu, pa lahko vidimo zdaj na grafu, da so bili najboljši rezultati pri zavedanju v bistvu zaščite videoposnetkov. Tako, zdaj si poglejmo še rezultate za algoritemsko pismenost. To smo ocenjevali prek 11 trditev, in sicer so udeleženci ocenjevali za vsako trditev, ali menijo, da je pravilna oziroma napačna. No, tukaj so bili mogoče malenkost slabši rezultati v primerjavi z digitalno pismenostjo, in sicer izmed 11 trditev so v povprečju udeleženci pravilno odgovorili na 6,5 trditev. In sicer v bistvu so imeli ali pa je bilo največ tistih, ki so bili sposobni oceniti te pasti in pa prednosti, ki jih prinašajo algoritmi, medtem ko je bil najslabši rezultat pri tistih, ki so najslabše odgovorili na to, da algoritmi delujejo neodvisno od vključevanja človeka. Tako, zdaj si poglejmo še rezultate za uporabo samega orodja ChatGPT in pa to, kako so ga dojemali kot uporabnega. In sicer večina udeležencev, skoraj 60%, je poročala, da so že uporabljali samo orodje ChatGPT. V največji meri so ga uporabljali za študij in pa naloge pri študiju, za razvijanje kreativnih idej in pa reševanje problemov. V malem odstotku, okrog 22%, pa so poročali, da so se pač zgolj pogovarjali z njim, Ko smo jih spraševali še o tem, kako oni ocenjujejo uporabnost orodja ChatGPT, je bila ta povprečna vrednost oziroma rezultat dokaj dober. Na lestvici od 1 do 5 je bila ta vrednost 3,56. Potem pa smo preverili še, ali obstaja kakšna povezava med uporabo ChatGPT-ja in pa dojemanjem njegove uporabnosti. Tukaj pa se ni izkazalo, da bi tisti, ki so zaznavali ChatGPT kot bolj uporaben, ga zaradi tega v bistvu tudi pogosteje uporabljali. Če preidemo k zaključku, lahko zaključimo, da so udeleženci naše raziskave izkazali visoko stopnjo digitalne pismenosti in pa zadostno razumevanje vloge algoritemske pismenosti. Seveda moramo zaradi nizkega vzorca in pa specifičnosti vzorca biti previdni pri tem, kako posploševati te naše ugotovitve na populacijo. Seveda to ni mogoče. Sicer pa, ko gre za uporabo ChatGPT-ja, je največ udeležencev v bistvu poročalo, da ga dejansko uporabljajo za namene študija oziroma šolanja, za razvijanje kreativnih idej in pa reševanje problemov.
So pa v bistvu tudi predlagali, ali pa sporočali, da pogrešajo podnaslavljanje text-to-speech conversion, torej pretvorbo iz besedila v govor in pa razne povzetke tega, kar jim recimo taka orodja dajejo. In s tem sem prišla tudi do konca predstavitve. Hvala. Vprašanja publike? Ni. Okay. Potem pa bo če lahko jaz eno vprašanje. Ta reprezentativnost vzorca, ne ste omenili, da ni 27 je premalo. Morda ste predvsem iz akademskega sveta dobili svoj vzorec, bi bili primerljivi rezultati, če bi bolj splošno to raziskavo naredili, kaj menite, kaj je teh netehničnih profilov, kakšno je njihovo mnenje? Zdaj zagotovo, ne, da bi lahko dosegli reprezentativnost rezultatov naše raziskave, bi bilo smiselno, ne, da bi preverili, kakšna je zastopanost posameznih skupin z različnimi vrstami invalidnostmi v populaciji in bi temu primerno, ne, na nek stratificiran način v bistvu določali, kakšen delež udeležencev raziskave s posameznimi tipi invalidnostmi naj bo vključenih v raziskavo. Tako da smo v bistvu dobili v tej naši konkretni raziskavi, raziskovalni študiji smo dobili v bistvu udeležence iz celotne Slovenije, tako da niso bili v bistvu samo z Univerzo v Mariboru. Tako da, kar se tiče geografske razpršenosti, je vzorec bil ustrezen, ampak kot rečeno, skupno število je bilo prenizko in pa tudi zastopanost v posameznih skupinah z različnimi tipi invalidnostmi ne. Tako da tu so še prednosti ali pa možnosti za izboljšavo v prihodnje. Še tam, kolega. Pa rabimo mikrofon. Aha. Lahko mikrofon? Hvala lepa za zelo zanimivo predavanje, to in prejšnja. Sam drobna informacija, ChatGPT ne samo da zna tipkati, tudi vidi kot človek, v nekem smislu posluša, tako kot človek in govori, tako kot človek. Nekatere od teh funkcij so novejše, tako da jih verjetno niste uspeli dodati v vašo raziskavo. Hvala za pomembno pripombo oziroma komentar. Ja, seveda, mi smo v bistvu izvajali raziskavo zgolj v obliki spletnega vprašalnika in s tem v bistvu lahko tudi na nek način predvidevamo, da so udeleženci večinoma bili seznanjeni samo z brezplačno verzijo ChatGPT-ja. Vemo pa, da seveda nadgrajena različica, ki pa je sicer plačljiva, ponuja številne druge funkcionalnosti, ne, ki jih v brezplačni različici ne najdemo. Tako da ja, pomemben komentar. Hvala. Hvala. Še kako vprašanje? Hvala.